in pa gostom, ki bo prevzel besedo, ker bo prav moderiral, jaz bom pa šel v ozadje. Po tem nagovoru sem pa ravno v zadnjem trenutku, ko pač žal smo malo morali še počakati zaradi vremena in razkopanih ulic po Ljubljani, zvedel, da morda druge prevajalke knjige, torej Kaj Kosmaš, če se spomnim priimka, morda ne bo in kaže, da je ne bo, glede na to, da je zdaj že 10:30 ura, tako da imamo samo eno prevajalko, Nežko Struc, urednico zbirke Emica Antončič. Jaha Repič bo kot eden redkih naših kolegov in kolegic, ki je preživel del svojega terenskega dela tudi na Papuanski, se reče po slovenska Novi Gvineji, bo vodil tale pogovor. Jaz pa upam, da bomo načeli ključne točke in ključne vprašanja, ki zadevajo prevajalsko prakso in predvsem vprašanja, ki se nam porajajo ob prevajanju takšnih temeljnih del pri strokovni terminologiji in pri razvijanju seveda slovenske strokovne terminologije. Toliko za uvod. Jaz bi zdaj kar... boste že... Jaz tisto svojo običajno obzastirajo, ampak iz prakse živim, da potem pozabimo, ko se zadeva razživi. Jaz sem založnica in imam nekaj knjig s seboj, če bi bilo želel po koncu. Danes je zadnja priložnost, glede na zakon o enotni ceni knjig, na predstavitvah lahko damo 20% popust, potem pa do konca septembra, ko bomo na naši spletni strani ponudili nižjo študentsko ceno nič. Tako da, če bi kdo želel, knjiga je zajetna, pa ni čist poceni to izkoristiti. Se mi najprosim oglasi potem po koncu. A si imel že pripravljen na začetek? Skratka, potom sem kar takoj predal besedo. Sem računal na to, da je... Ampak da pojasnim bože vseeno še okoliščine samega prevajanja. Kot vidite, so prevajalke kar 3. Gre namreč za več kot 500 strani besedila, ki je napisano v enem jeziku in ni pretirano zahteven, ker pač Malinovski kot Poljak, ki je pisal v angleškem jeziku, je vendarle imel določene omejitve, čeprav je odlično obvladal zanj tuj jezik. In tega gradiva je preprosto ogromno. So pa v posameznih poglavjih seveda tudi specifike, zaradi katerih smo potem na koncu ugotovili, da je bolje, da se razdeli delo, kot pa da vse pade, vsa teža prevoda tako zajetnega besedila na eno samo osebo, na eno samo prevajalko. S prevajanjem pa začela Ive Sulič Duler, ki je pa, kolikor je meni znano, edina naša kolegica na področju, oziroma z področja etnologije in kulturne antropologije, ona še iz tistega časa, ki je bil program zgolj etnološki, ki profesionalno pravzaprav prevaja zdaj že 3. pa celo 4. desetletje. Tako da mi je zelo, zelo žal, da se današnjega pogovora ni mogli podržiti, ker sem upal, da bo s svojimi izkušnjami seveda povedala ključne zadeve. Kasneje se bomo dotaknili seveda še sploh problematike prevajanja in branja etnografskih besedil v svojem lastnem jeziku, ampak dajmo začeti s samim Malinovskim. Bom pa jaz te vseeno najprej vprašal, pa res prevzamem besedo. Kaj je tebe pri odločitvi, da greš na Papuansko Novo Gvinejo, bolj pritegnilo Malinovski ali vsa tista zgodba, ki se je napletla na samo Papua Novo Gvinejo, za Papuansko Novo Gvinejo poznaje? Ja, glede na to vprašanje, seveda Malinovski je bil eden od tistih klasikov, ki sem jih prvi bral.
Nazadnje, v bistvu, večinoma mislim, da smo bolj ali manj vsi tega področja in poznamo njegova dela. Mene je v bistvu posebno bolj pritegnilo tisto, kar se je kasneje napletlo, torej cel diapazon različnih del, ki so se v bistvu v zvezi s Papua Novo Gvinejo publiciralo zlasti v socialni antropologiji. To je le eno tistih, mogoče še danes glavnih terenov za britansko socialno antropologijo, še danes ogromno del, ki jih izdajo v Veliki Britaniji, antropoloških del je vezanih na Melanezijo, torej zlasti na Novo Gvinejo. Tako da Malinovski je to seveda sem bral prvič med študijem, mislim, da ga bolj ali manj vsi poznamo, je pomemben avtor, je, bi rekel, tudi zelo deskriptiven, je na nek način tudi precej drugačen od večine sedanjih del, že po teži, recimo, ali pa po straneh. Tako da ta deskripcija je sigurno nekaj, kar je precej tudi časovno oddaljeno od mogoče sedanjega dela, se mi zdi. Tako da po eni strani, Malinovski, oziroma to delo, temeljno delo, bilo dobro, da se prevede. Sem se pa spraševal, oziroma to je mogoče vprašanje najprej za urednika in pa tudi za založbo, torej zakaj ravno Argonaute, glede na to, da so sicer temeljna literatura, ampak je nekaj, s čemer se vsi spoznamo, bolj prej doslej. Po drugi strani je pa to v bistvu tudi literatura, ki je stara, torej zdaj bo kmalu 100 let od prvega izida, zdaj 100 let od terena, torej čez nekaj let bo 100 let. In je seveda tudi jezik sam za prevajati, oziroma za brati, na nek način nenavadno, da se lotimo takega prevoda. Tako da bi mogoče najprej to vprašanje in za razpravo za založbo in pa za urednika zbirke, ki bi se lotimo samega prevoda. Zakaj Malinovski, zakaj Argonauti, kdo so tisti, bi rekel, ciljni bralci, pa ne samo bralci, ampak splošno, zakaj je to v slovenščini prevedeno? Jasno, da je prejemci podal besedo. Moram reči, da je zamisel že stara, da bilo treba nekaj poguma zbrati. Enostavno gre za klasiko, ki so večinoma prevajali v 70-80 letih šele, Srbi 80 Nemci tudi se mi zdi. Sprej vsi dokaj pozno, ker original je šel leta 22. Ki nam pač enostavno manjka. Založbi smo že tam od leta 98 smo začeli z prvo antropološko knjigo, to je bil Adam Cooper, Antropologija in antropologi, pa potem naprej Ruth Benedikt, Vzorci kulture, pa Thomas Grant Eriksen, Najni kraj Dikiteve, pa še kaj vmes. In smo več čas, vsi citirajo, smo se vrteli okrog tega in potem je Vesna Gorina, s katero sem takrat sodelovala, rekla, na programu, potem so imeli sodelovanje pri Kendi, je to nekaj ležalo in ko sva začela s profesorem Mušičem, sodelovati sem jaz to omenila, on se je strinjal in subvencijo smo dobili, ki za take stvari pač dobiš subvencijo. Če ti niso zelo naklonjeni, tega ne morajo zavrniti in potem smo se pač enostavno tega lotili. Mogoče še iste vprašanje? Ja, zame je precej bolj preprosta tale zadeva. Jaz sem postal urednik šele takrat, ko smo že imeli nekako tale paket klasik v vidu, nisem nikakor pomislil na to, da bi rekel, ne bi Argonautov prevajali, ampak nekaj drugega, zaradi tega, ker gre dejansko za klasiko. Problem je pa v tem, da se moramo odločati, oziroma ne mi, ki pri tem delamo, ampak odločevalci odločajo o tem, ali damo prednost klasikom, torej klasičnim delom, ali dajemo prednost aktualnim delom v prevajanju. Tukaj moram reči, da bom
težko izrazil bes, s katerim sem pospremil takratno odločevalcev, o tem, kaj bodo financirali kot prevod v leto 2017, gre pa za prijavo iz leta 2016, ker smo imeli seveda med sodobnimi prevodi takrat izjemno aktualno, pa še zdaj bi bila dovolj aktualna, če tudi zdaj počasi iz leta v leto manj, prevod Fasenove knjige o nasilju nad priseljenci oziroma strukturnem policijskem, celo rasističnem nasilju nad priseljenci iz Magreba oziroma Severne Afrike v Parizu, skratka policijo, etnografijo policije. Tega nažalost niso odločevalci predvideli kot nekaj, kar bi mi prevajali, so pa Malinovskega prepoznali kot klasika in bojim se, da bo ta politika vse še nekaj let ostala. Dodal bom še nekaj, tega sem z urednico celotne zbirke oziroma zavoljenja, da se sploh nisva pogovarjala. Nekoč je obstajal en seznam, ki ga je takrat še Ministrstvo za kulturo, verjetno ga je tudi predala agencije. Ni ga več. Ni ga več, no. Nekoč je obstajal v glavnem seznam klasik, ki naj bi jih prevajali in na tem seznamu so bili tudi Argonauti, tako da morda so ostali spomin tistih odločevalcev. Skratka, gre bolj za naključje, kot pa za kaj drugega, ampak nikakor se mi pa ne zdi narobe, da smo to zadevo prevedli. Zdaj bi še dodal ciljno občinstvo. Tukaj pa moram res povedati nekaj, kar bo morda zvenelo tudi patetično. Izkušnje imam namreč kot učitelj na univerzi, da mladi, ko prihajajo v prvem letu na študij, ne samo, da niso tehnično vešči slovenščine, torej govorimo o slovnici, pač ne znajo postavljati vejic. To ni tako hud problem. Večji problem je v tem, da že tudi razmišljajo skozi nek jezik, ki ni slovenski, torej večinoma v angleščini. In besedilo spraviti v slovenski jezik in ga dati kot obvezno literaturo študentom v prvem letniku, pomeni, da jih bomo uvajali v antropologijo in v etnologijo v slovenskem besedišču, v slovenski skladnji tudi, ne zgolj v tistem obsegu, ki si ga lahko privoščimo na predavanje, da bodo skratka lahko prebrali prevod. To se mi zdi izjemno pomembno, ker mladi vse manj razmišljajo v skladu s svojim vlastnim jezikom. Torej, v bistvu klasike, to je res eno od tistih manjkajočih klasik, če pogledamo prevoda. Klasike, kako bi jih lahko danes brali, ker gre pa le za specifičen jezik, in je dobro, da je preveden v slovenščino, kako bi brali ta specifičen jezik, ob enem pa vzdrževali to časovno distanco. Torej to, da je to le bilo napisano 100 let nazaj, oziroma 100 let nazaj, da je šlo, kjer je besedišče popolno drugačno, na nek način ta strokovna terminologija, teoretsko besedišče, pa tudi določene stvari, ki so danes problematične, kot so recimo rasa, primitivna in tako naprej. Torej, kako v bistvu, kakšen odnos lahko zaznamemo do recimo prevodov, ki so po eni strani klasike, razvijajo strokovni žargon v recimo antropologiji, po drugi strani so pa pretekle, torej so pa problematične. A se to v prevodu lahko odraža? Lahko se. Mi smo sicer imeli kar nekaj strateških pogovorov na tem oziroma odločitev. Bi pa jaz Nežko vprašal, kako si se pa ti kot mlajša prevajalka soočila s tem prostom dilemo, ki jo je Jaka izpostavila, ker ti si se srečala z besedilom celo pred menoj, s tistimi ključnimi vprašanji tega uporabe določenih terminov. Ja, v bistvu, jaz sem bila v prvi vrsti zelo vesela, da sem lahko sodelovala pri tem projektu, ker, malo imam čuden glas, ker sem bolna, pa se naborim.
V glavnem, ker v bistvu ne prihajam iz prevajalskega področja oziroma iz stroke, tako da ja, da mi je bila ponujena ta priložnost, res bo super. Sicer glede teh dilem, predvsem časovnih, se mi v bistvu vse skupaj na koncu ne zdi toliko problematično, predvsem zaradi tega časovnega razpona, zaradi katerega zdaj v bistvu so nekateri termini, izrazi so že prišli izven rabe, tako da vemo pač, da v bistvu imamo to neko znanje tudi, da se več ne uporabljajo, da niso primerni. Tako da potem pri končnem tem nekem posvetu, glede tega, kateri izrazi se bodo uporabili, se potem itak v bistvu vse strani tudi poslušalo, tudi tisto moje prvo prevajanje, dosti izrazov v bistvu ni šlo skozi, jaz pač potem namesto njih mesto zavzeli drugi. V bistvu zaradi enih sem si prav osebno vzela k srcu, ker se mi je zdelo, da so boljši, ampak seveda uredniška politika je pač vseeno na vrhu. Nisem potem svojega mnenja podala dalje, ker je tako ali tako toliko dela bilo vloženega v to in toliko je bilo obsežno, da če bi se ustavljala na takih malenkostih, preprosto bi se samo ustavljali in bi proces zaviral. Tako da ja, v bistvu nekatere izraze, naprimer sem v bistvu vse, kljub temu, zaradi te časovne distance, ki sem jo omenila, pa nekaterih izrazov vseeno sprva nisem želela mogoče vključiti, naprimer divjak ali pa kaj takšnega, mi je bilo kar nož v srce zabolelo, ampak vseeno potem smo pač šli v to. Tako da mislim, da to če. Ja, se ravno glede teh izrazov, torej kakšni so bili tudi, mogoče tudi vprašanje, kakšen je bil to proces tega uredniškega odločanja, oziroma razprave o teh izrazih, ker je kar nekaj danes problematičnih, so pa bili to izrazi, ki v bistvu v takratnem času so bili pa uveljavljeni strokovni izrazi, torej jih niso problematizirali na ta način. Torej, mogoče kakšen je bil sam proces glede tega rasa, divjaki, primitivne. Delali smo leto pol približno vse skupaj. Zdaj, ko je padla odločitev najprej za 2, kasneje pa še za 3 prevajalke, ker gospa Bula pač ugotovila, da ne bo zmogla. Jaz sem z njo že sodelovala pri Eriksenu, tako da sem vedela, kaj približno pričakovati. Ona je uvod pa do vključno 5. poglavja prevajala, Nežka ves drugi del od 11. do 22. poglavja in Kaj Kosmački se nam je na koncu pridružila, pa ni antropologinja, ima pa izjemen občutek za jezik in se je dobro oznašla, pa 6. do 10. poglavje. Zdaj tako, začele so približno vse hkrati, katera malo prej, katera par mesecev kasneje. To je pomenilo, da sem jaz dobivala recimo najprej 11. poglavje, prvi del, pa potem sem dobila prvo poglavje, pa potem 6., pa 12., pa potem predgovor, pa uvod. In sem pač delala, koliko sem mogla. Sproti sem nastavljala glosar, se pravi slovarček, tako da so se usklajevale lahko med sabo in sem jim bolj pošiljala, tako kot je to raslo. Da smo bolj začeli poenotiti. Druga razpredelnica, ki sem jo imela, je bila pa ta lektorska, se pravi zemljepisna lastna imena, osebna lastna imena, imena prebivalcev, imena jezikov in občna imena iz teh domačinskih jezikov. Tam sem se pa jaz morala odločiti, ampak o tem kasneje. Profesor Možič se je kot urednik vključil na začetku pri predgovoru, vodu in prvem poglavju in tam smo že tudi naleteli na te temeljne probleme in je dal te osnovne usmeritve, kako z divjaki, kako z, ne vem, jaz nisem antropologinja, sem slovenistka, z ljudstvi, z čarovniki, z magi in tako. Dilemo smo imeli vrtovi ali polja, recimo tega je bilo ogromno, se še lahko naštevamo. In potem je dal te osnovne usmeritve in potem je šlo naprej, vse 3 prevajalke in jaz. In ko je bilo že na koncu, je pa profesor Možič dobil, 2-krat je bral korekturno, potem že Prerom,
vse prevajalke, oziroma 2 prevajalke ste brali korektorno in na koncu so še jaz enkrat brala. In ja, nekatere stvari smo odkrili šele na koncu. Smo se odločili in potem greš pač po celem tekstu oziroma iščeš z računalniškim programom, kje se ta beseda pojavlja in smo jih spet spreminjali. Recimo, ko se profesor Muršič odločil, da bo glavar, starešina, tisti nižji poglavar, je bilo treba vse starešine vreči ven. Potem smo recimo ugotovili, tam je bila ena platforma, to je pred njihovimi kočami, tako tisti en balkonček, ali kaj je, in potem ti si prevajala kot podest, kaj je prevajala kot ploščat. In meni ni bilo jasno, kaj to je, ko sem pa prišla do prvih fotografij, sem pa videla, da je to sorazmerno majhno, da 2-3 ljudje tam zakaj ploščat ne more biti, torej podest, platforma pa bog ne daj, ker to je tak antibiotik širokega spektra, ki ima 20 pomenov ta beseda, straši pa povsod, zdaj ponovno iz angleščine, in vsi to uporabljajo. In potem smo se odločili, zelo dolgo smo se mučili s temi armshells, kaj zdaj to, ker pa uporablja pa tudi zapestnice, necklages, kako je v angleščini, in to se pravi, to dvoje ločuje, Zdaj v angleščini nimamo, bilo je treba zelo veliko iskati, sem šla neke prodajalce na Kita pa to gledati, ki imajo spletne strani, kaj zdaj, ampak ni izraza, In potem prideš do fotografije, kjer so moški, ki imajo to na nadlahti, In kaj zdaj? Zdaj, če delaš po analogiji z zapestnica, bi bila nadlahtnica, ampak nadlahtnica nam je vsem bolj ali manj znana kot kost. In se mi je zdelo to precej neprimerno in potem smo se enostavno odločili za nadlahtne obroče. Takšnih zadev je bilo ogromno. Ampak seveda, to je, smo kakšno stvar ugotovili pri predzadnjem pozdravu, Zelo dolgo smo se mučili z glinenimi posodami, posodami za apno, pa žlicami za apno, srbski prevod, ja točno, srbski prevod ima, je to prevajal kaj? Posode z lipovine, ker so lime pods in so popolnoma zgrešile tam 2 prevajalki, Jaz sem več čas uporabljala, se pravi, prevod sem imela na monitorju, potem sem imela angleški PDF in potem sem imela še fotokopijo srbskega prevoda in sem to kontrolirala po kritičnih mestih, In tako rečem, da sem ugotovila, da se v srbski prevod enim stvarim enostavno izognil, Zanimivo je recimo še to, da v angleščini uporabljajo izraz za nabiranje školjk, hunting ali pa fishing. Skratka, nabiranje za nas, mi školjk ne lovimo. In konec, če ti ne veš točno konteksta, v katerem uporablja to besedo, boš mimogrede ribaril školjke ali pa jih celo lovil. To so recimo takšne podrobnosti, ki se ti pokažejo potem ne na začetku, ne takoj, ne v prvi fazi, ampak v nekem trenutku branja besedila. In to, če prevajaš tako brez daljše linije, prepoznavanja, enostavno zgrešiš. Tako mimogrede, Angleži so čudaki in tudi gobe lovijo. Oni hodijo v gost hunting mushrooms. Še več, headhunting. Ja, recimo potem je značilno to pihanje na školjko, kjer trobijo, na trobljanje oboje smo uporabljali. Deček ponavadi najavi prihod kule, In v resnici gre za ogromnega polža perutarja, s temi imeni živali in rastlinstvo tudi se kar mučili. Ampak slovenščini imamo frazem trobiti, pihati na školjko. Školjka poje mi, neka pesmica in tako. Potem smo pač pustili školjko, pa nekod smo povedali, da je to tisti polž perutar, ampak kadar je bil frazem trobiti, smo pustili školjko. In še to trobiti v eni, In se ne spomnim, katera beseda je.
komaj je bilo najti, nekje v enem slovarju. En sam pisk, ki ga zatrobiš, ne? Ne spomnim se, je pa ustrezno prevedeno. Ja, se je zanimivo, v bistvu prevod je zelo, ko bi rekel, zvest. Torej, in v tistemu času, že v tistega časa. Lahko rečem, da se ničemu nismo izognili. Tako dolgo smo grebli, ker se nam ni odkrilo, kaj je. Če še vprašanje za Nečko, no, še, torej, če se prav razumem, je bil to tudi prvenc, ki je predajanje, ne? Kako, ker je pa tudi vseeno ni enostavno, ravno zaradi časovne danes, kako si ti kot nova prevajalka v bistvu lahko pristopila k temu? Kakšne so bile izkušnje samega prevajanja, glede na to, da je bilo prvo prevajanje? V bistvu, meni se zelo rada se ukvarjam z besedili nasploh. Piše tudi pesmi. Ja, tudi poleg tega, da se z antropologijo ukvarjam. Tako da v bistvu, ja, na nek način je predstavljalo to prvo prevajanje izziv, ampak ne vem, mogoče tudi zaradi tega, ker drugi del je v bistvu precej etnografski, mislim pač res opisuje neke procese, priprave nečesa, dosti je magije tudi not, dosti je urokov, tako da se v mojih očeh se to v bistvu precej prepletalo tudi z nekimi, mogoče, sicer malo preveč poetičnimi momenti mogoče. Tako da ja, po eni strani je predstavljalo izziv, ampak pač v bistvu se je treba samo usesti in delati in da potem v bistvu pride do tega rezultata. Dobivala je pa pač uradne informacije od mene z sledenimi spremembami, da je videla potem kako naprej, kaj so tiste težave. Tako da potem se je bilo treba tudi vračati spet nazaj, tako kot ste že omenili, v bistvu tudi za 4 poglavja nazaj vse spremeniti. Tako da sproti so mi tudi pošiljali vsi popravke, razne komentarje, kolikor se je dalo. Tako da ja, po eni strani je predstavljalo izziv, ampak vseeno super izkušnja. Ja. Kaj pa sodelovanje z drugima dvema prevajalkama? V bistvu, to pa je v bistvu ena zelo zanimiva zadeva, da v bistvu prevajalke med seboj nismo bile v kontaktu sploh. To mi sicer ni padlo na pamet do zdaj, ampak mogoče bi bilo to tudi en aspekt, ki bi lahko delal. Ja, to je zanimivo, ne? To mislim, niste sinhrono delali. Jaz nisem bila v kontaktu z nobeno izmed njiju. Mislim, možno, da oni dve sta bili, tega ne vem. Niste bili. Ampak je komunikacija vseeno potekala med urednikom in nami, tako da v bistvu smo tako komunicirali in verjamem tudi, da je v bistvu njima predstavljal velik izziv, kako združiti 3 različne prevode. Tako da v bistvu tudi s tem sta imela verjetno zelo veliko dela. Jaz zdaj ne moram govoriti. Vsaka je imela neke svoje prednosti, vsaka je imela neke svoje slabosti. In jaz sem to skušala usklevati, ne. Od ene sem vzela tisto boljše in prenesla na drugo in obratno, ne. Nežka ni imela nobenih problemov s terminologijo, recimo, ne. Ker je pač antropologinja, ne. Gospa Dular je izkušena prevajalka. Ampak je pač že v pokoju in je bilo to preveč, ne. Ko smač ni antropologinja, je morala veliko spraševala za terminologijo, je pa slogovno izjemno bila močna in jezikovni občutek. Tako da, potem smo pač počasi, jaz sem skušala vsako delati kar najbolje, ampak na koncu mislim, da je rezultat optimalen, ker to ni zdaj nek, čeprav so eni deli so malo literarni, predvsem, ko opisuje naravo, to ni nek literarni tekst, da bi se neke velike slogovne razlike pokazale med prevajalci. Se je tudi angleščina preprosta, tako da pač kljub temu, da nisem iz tega področja, sem vseeno skupaj z vsemi popravki in napotki in tako dalje, sem uspela prevesti to, ne pač.
kot neizkušena prevajalka. Ampak je pa vseeno zelo dosti podatkov, zelo dosti imen, za katere se ne ve točno, kaj so, ali je to ena mala vasica, ali je to otok, zgooglaš, ne najdeš. Ne najdeš nič, ne? Vi ste bili tam, ne, jaz nimam pojma, če greš na Google Maps, še zmeri ni nič, ne? In ko sem se jaz popadala z zemljepisnimi imeni, kako to Sloveniji, nimaš informacij, praktično nimaš kaj prida. In ja, problem je bilo to, ne, da zemljepisna, če smem, lastna zemljepisna imena, ki jih Malinovski uporablja, so bila v tistem času že na nekem prehodu. Ne. Meni kot antropološkem laiku, čeprav se že, pač imam že nekaj lektoriran antropoloških knjig, pa sem se že nekaj naučila, ampak vseeno. Torej, je bilo zanimivo, ne, ko on tudi, predvsem proti koncu knjige piše o vplivu kolonizatorjev, ne, na ta prvobitna ljudstva, je že neka mešanca med imeni teh krajev in otokov, ki so domačinska, in kolonizatorska, ki so poimenovana po nekih pomorščakih, ki so prvi prišli tja, ali so prvi zasedli, ali so že tudi mogoče krščanska, ki so jih dali misionarji in podobno. In ponekod se pa prekriva ime vasi in ime otoka. In nam dolgo, ne, Nežka, marsikaj ni bilo jasno, kaj on pravzaprav misli. Ali gredo v vas, ali gredo na otok. Za slovenščino pa to zelo važno, zaradi predlogov, ne. Iti v vas in iz vasi in iti na otok in s otoka, ne. Včasih se nam je šele za nazaj neki, sem imela tisto razpredelnico, sem pisala otok ali vas vprašaj, ne? In potem sem nekje pri 20. poglavju ugotovila, kaj to je. Ne? Da je vas ali da je otok. In potem, ja, gremo nazaj, ne? Vse predloge spet spreminja. Potem je ena takšna beseda lavič, ne? Ki je ne moš prevajati s plažo. Mislim, da smo enkrat pustili eno izjemo, ker je plaža na obali, druga so ga prevajali z obalo, ne? Ker plaža danes nam z Ljubnjakom pomeni nekaj čisto določnega, ne? Ja. Potem so, ne, tu sicer ni zelo veliko vzpojeno življenje, ampak kolikor je, ne, moraš zelo paziti, da ne napišeš nekaj krščansko-vrednotinskega, ne? Ne moš napisati, da je nekaj, razbrzdano ali, zdaj ne bom našla beseda, enkrat smo se srečali s tem, ne, sproščena je spolnost, ne. Spravi, treba zelo paziti, da se nam krščanstvo obrne na cepi z svojimi izrazi, ne. Jaz še imam nekaj za dodati, sem se v bistvu spomnila, sem že prej o tem razmišljala, še preden sem prišla sem, da bi mogoče to želela povedati. Da sem v bistvu ob prevajanju sem velikokrat naletela na to, da sem se nekako pogovarjala, skušala tvoriti dialog z avtorjem. Mislim pač tako, da sem v bistvu kontrirala ali pa se nisem strinjala z njim in me pač tudi ob nekih določenih momentih z tudi svojim pristopom, z načinom, tudi v nekih malenkostih, ki jih popisuje, kako se v bistvu sporazumeva z ljudmi, so me v bistvu zmotila in so me živcirala, ampak pač bil je nek drugi čas, tako da pač ja, se je prevedlo, kako se je. Ampak ja, mislim, sem se kar vživela v tekst samo. Ne vem, če je to kaj pomagalo pri prevajanju, upam, da je. Videti je. Zdaj, ene točke smo se še dotaknili, ker mislim, da potrebuje še en dodatni komentar, ne. To je dileme, ki imaš pri prevajanju besedila iz nekega določenega zgodovinskega obdobja in ga preneseš v sodobni čas, ne. Zdaj, tukaj se srečujeta dve načeli, mogoče celo tri, težko bi rekel, ampak vsej dve sta, ne. Prvič je, da ne smeš v sedanjem času delati zmede v besedišču, pa v načinu
izražanja. Druga pa je, da moraš pa vendarle upoštevati zgodovinski čas in dobo, v kateri je pa besedilo nastalo. Torej, spomnim vse, recimo, prevajanja Rablejevega Gargantuja in Pantagruela. Ko smo dobili prvi slovenski prevod, je to bil, zame osebno je bilo to nekaj takšnega kot osvojitev tele zlate medalje košarkaške reprezentance letos poleti. To je bil epohalen dosežek. 87. mislim, da je šel prvi prevod, če me spomin ne vara. In tam so prevajalci, oziroma imel prevajalec ključno nalogo, kako spraviti v slovensko besedišče besede za določene objekte, ki jih danes sploh ne uporabljamo več, ki so jih uporabljali zgolj v 16. ali pa 7, mislim, da je to bilo še 16. mislim, da je bilo zgodno 17. stoletje, ko se je zadeva dogajala. In tam so pri Rableju, to je etnografski tekst, so opisi, zelo natančni opisi podrobnosti iz oblačilne kulture, iz prehranske kulture, iz vsakdanjega življenja in to napisani v grotesknem novem slogu. In prevajalec je enostavno si moral izmisliti določene besede, ki jih je spravil v slovenski jezik. Zato so potem kasneje, mislim, da 10 ali 15 let kasneje, izdali nov prevod, še prenovljen prevod, ki je malo manj pogumen te zadeve. Jaz sem imel na nekaterih točkah pri prevajanju Balinovskega podobno dilemo. A ohraniti hermenevtično načelo, da kontekstualiziraš celotni jezik v zgodovinski dobi, v kateri je nastal in vztrajaš pri njem. To je recimo tudi dilema, ki jo imajo vsi prevajalci klasične literature iz recimo antične Grčije, še posebej govorimo o filozofski literaturi, ali jo posodobiti in narediti jezik takšen, da je dostopen sedanjemu sodobnemu bralcu. In moj občutek, jaz malo upam, je, da nam je uspelo najti eno zdravorazumsko formulo obojega, da smo ohranili en velik del ne samo besednjaka, ampak načina razmišljanja, rezoniranja in izražanja iz časa, v katerem je to delo nastalo. Hkrati smo ga pa dovolj posodobili v določenih detaljih, da je dostopen tudi bralcu sedanjega časa. Zdaj bom zelo natančno povedal. Ključno je Jaka takoj povedal, tista, ki nas mogoče najbolj muči etnologe oziroma antropologe, to je, kaj naj naredimo z divjaki. Nihče seveda pri zdravi pameti dan danes besede divjak ne uporablja in je ne moremo uporabljati. Kaj pa narediti pri prevodu iz besedila, iz časa, v katerem je seveda ta evolucionistična paradigma še seveda imela svoj rep in glavo. Karkoli drugega bi seveda dal v tole besedilo, zadeva več ne bila to. Hkrati je pa besedo divjak in divjaštvo, ker je seveda precej velika razlika med obema besedama, mogoče uporabiti kot arhaizem, vpet v tisti čas, in dosežemo pa celo to, jaz upam, malo sem naivn, mogoče v tem Neška, da bodo ljudje, ki bodo brali mlajše, torej mlajše bralstvo, da bodo doživeli tisto, kako si rekla, kot da ti nože zalija v srce ali kam. Razumeš, da bodo doživeli tisti odpor, ti hudič, koliko je pa to grozno, mogoče bo pa to lahko pomagalo prav pri tej streznitvi. Predvsem pa se pri ponudilo bo tudi vprašanje, a smo res polni drugačni, a res drugače gledamo na te stvari, če smo že terminologijo zamenjali. Tako da sploh nisem imel pomisleka glede tega, a bi besedo divjak ohranja ali ne. Zdelo se mi je potrebno. Je pa bil nujen globok premislek. To ni šlo kar tako. Ja, moramo tako narediti. So pa druge besede, pri katerih smo iskali seveda druge variante. Recimo
Ena od teh, kjer so pa prevajalke zelo različno prevajale, je beseda za materinega brata, ne? Če uporabljam opisni izraz. Ne? Maternal uncle po angleško nikjer nima materin brat, ne? Ampak ima maternal uncle, ne? Torej stric po materini strani. In dve, tri variante so bile. Ne? Tukaj ste se najbolj razločevali pri prevajanju te podrobnosti. Ne? Jaz sem se na koncu odločil za ujca. Zaradi tega, ker nihče ne bo takoj vedel, kaj je to, oziroma kdo je ujec. In slovensko bralstvo, zopet jaz, mogoče sem zelo naiv, ne? Ampak upam, da bo nekdo vzel v roke slovar, pogledal, kaj beseda ujec pomeni. Zaradi tega, ker je beseda, ki jo imamo v slovenskem besednjaku, je pa vezana zgolj na posamezne regije, torej ni beseda iz knjižne slovenščine. Ne? In bolj ali manj je bistveno bolj natančna od maternal uncle, ne? Od tega termina. Ne? Če bi pa prevajali stric po materini strani, pa sploh ne bi dosegli tistega, kar ujec prenese takoj, ne? V samotstveni terminologiji. Ne? Tukaj recimo je tole balansiranje, ne? Za katerega pač tvegaš, rečeš, ja, tako bo. Ne? Tukaj nismo razmišljali, bi popravili, ne bi popravili, ne? V besedilu. Ne? Tukaj se mi zdelo nujno. Tako da eno ravnovesje med temi načeli smo iskali. Zdaj, ja, smo čisto pri vseh stvareh zadeli v tarčo ali ne vem, je bil pa poskus, oziroma je bil pa proces tak, da bom še malo drugače povedal. Ne? To pa bom še tebe hkrati vprašal za ta občutek. Ne? Jaz pri sebi iz te pedagoške prakse izhajam, vem, da je prevod vedno tudi ustvarjalno dejanje. Ne? Prevod ni nikoli zgolj tehnično pretvarjanje enot v druge enote, ne? Ampak je vedno tudi ustvarjalno dejanje. Ne? Pa me zanima čisto ta občutek jezika, ne? V katerem se izražaš, torej govorim zdaj o slovenskem jeziku. Jaz sem prepričan, da je ključen del prevajanja dobro obvladovanje svojega jezika, ne? Da je to tisto, kar je najpomembnejše. Ne? Da poznavanje tujega jezika niti ni tako zelo epohalno in nujno. Ne? Pa me zanima, kakšen je bil tvoj osebni občutek. Je bilo, si imela občutek, da imaš omejitve pri slovenskem jeziku in da nimaš težav z angleščino, ali pa obratno, ne, da je angleščina vendarle bila toliko specifična. Recimo, jaz sem moral kar nekaj stvari iskati po slovarjih, da sem razumel, kaj je hotel povedati v določenih podrobnostih, ker gre za besedišče, ki pa je vendarle specifično, ne, pri biologiji, recimo. Ne. To me je zelo presenetilo. Ampak tvoj občutek si doživela tukaj ustvarjalnosti, te podobne poetike, kot pri poeziji? V bistvu, mogoče na nekaterih mestih, predvsem takrat, ko je bil tisti aha moment, ko se mi je zdelo, da v bistvu slovenščina še mogoče kaj bolje pojasnjuje sam kontekst v nek slovenski izraz. Drugače pa v bistvu sem se skušala pač živeti v ta nek slog, ki ga je imel Malinovski in se ga držati, mogoče še celo malo preveč kot pijanec prota, ampak res pač v bistvu nisem doživljala, razen mogoče pri prevodih delov urokov, razen tega v bistvu se mi ni zdelo, da bi prinašalo to tudi kaj kreativnega pisanja, ki bi izviralo iz mene, mislim, ali pa mogoče kakšni opisi pokrajine, mogoče malo slikovitejši, tam, da je prišlo to do izraza. Drugače pa v bistvu je kar
jezik, ki v bistvu teče, bere se ga zelo preprosto in ker gre, mislim tudi zdaj, preden sem prišla sem še pač zadnje strani brala, v bistvu kar padeš not, ne, in tudi nekih takih stvari, na katerih razen mogoče takšne zadeve, kot je, naprimer, če kdo ne bi vedel, kaj pomeni ujec, pa bi šel pogledat, kaj je, naprimer, ampak drugače pa je v bistvu zelo takoč jezik, se mi zdi tudi. Ja. Zanimivo je, kako on besede iz teh njihovih jezikov vklaplja, ne? In tega je ogromno, ne? V nekih preglednih antropoloških učbenikih tega nimaš, ne? Ta knjiga je pa posejana s podrobnostmi, z domačinskimi izrazi za določena darila, praznovanja, običaje, dele čolnov, hrano, čarovnije, čarovnike, mage, skratka, ogromno. To ni samo to, da smo mi morali iskati imena za neke školjke, pa da je gospa Dular, ki je prevajala po glavu gradni kanun, potem našla enega pomorščaka slovenskega, da je našel izraze, ne? In jaz imam tam zapisanih par besed, ki jih ni na Franu in moram še kolegom na inštitutu Frana Ramovša sporočiti, da to pa obstaja, ali pa nimate note. In v slovenščini, ne? In ne samo to, ampak to so citatne besede, ne? Ne vem, vse imam tu, cel seznam. Kula je prva, seveda, ne? In potem je v Valuku, to je velika odprava, recimo, pa javata, sprememba vetra, ne? To so te kulturne besede, ki jih imajo posamezni narodi, odvisno od tega, v kakšnem okolju živijo, ne? Pravijo, da imajo Arabci ogromno izrazov za barve peska, ne? Mi imamo kar nekaj izrazov za vrste snega ali pa za barve konjev, ampak ne toliko kot kakšni tam azijski narod, Mongolija ali kdo, ne. In tega pol sploh ni, ne, ker se on pač naučil, kaj zvenjotile, povračilno darilo, molokvavsi, čarovnica, ženska, ne. Tega je, vidite, kaj imam tu 15 strani, pokala, darovanje in on to solava, darilo, grlica. On to vse je kar skos, ne, in imaš v stavkih naenkrat to besedo, ne, in se bilo treba se odločiti, kaj s to besedo, ne. In zdaj slovenski pravopis nam ne odgovori na vprašanje, kako prevzemamo, ker loči med občnimi in pa lastnimi imeni, kako prevzemamo občna imena iz jezikov domačinov ali pravobitnih ljudstv. Imamo samo odgovor, kako jih prevzemamo iz latiničnih pisav in kako prevzemamo iz nelatiničnih ali ideografskih pisav, kako transkribiramo. In zdaj se je bilo treba odločiti, ne, kaj bomo s tem naredili, ne. K sreči je Marinovski dal to noter eno fonetično kombo, ne. In je točno napisal, ne, če smem prebrati vse par vrstic. V tej knjigi so domača imena in besede zapisane v skladu s preprostimi pravili, ki sta jih priporočila Kraljevo geografsko društvo in Kraljevi antropološki inštitut. To pomeni, da se samoglasniki izgovarjajo tako kot v italijanskem jeziku, soglasniki pa kot v angleškem. Tak pravopis dovolj dobro ustreza glasovom v novogvinejskih malezijskih jezikih. To je za nas pomenilo zelo veliko olajšanje, ker so pač italijanski samoglasniki, pač enoglasniki, tako kot pri nas. Nimaš, recimo, se ne srečuješ z angleščino, ker ne veš, Shakespeare dvoglasnik, ne, ker mi govorimo Shakespeare, ne. Soglasnike pa to je zame preprosto pomenilo, da sem dvojni do zamenjala z enojnim ipsilon pa z j-jem, ne. Opuščaj med dvema soglasnikoma označuje, da je potrebno izgovarjati posebej in ne združena v dvoglasnik. Tu sem ravno en takšen primer, preden sem prišla sem ja. On piše so, potem ta apostrof, opuščaj pa i. To je beseda za praznovanje. Ne? Če imamo Slovenci i na koncu, naredimo dvoglasnik, to je j. Ampak on pravi, da je to zev ali hijat, se pravi, da se vsak samoglasnik izgovarja
zase so i. In potem, ko pride do sklanjanja, je pa to zelo, zelo bistveno, ne. In potem, in to je zelo fajn opomba, ne, je bil oče njegov, je bil lingvist in je predaval v Krakovu na Jagiellonski univerzi. Tako da je očitno bil bolj pozoren na to. Na glas je skoraj zmeraj na predzadnjem zlogu, le redko na zlogu predzadnjem sizlo in tako naprej. No, skratka, ko smo to naredili, ja, fajn, je bilo rešeno, ampak potem sem prišel do prvega stavka, ki pa ta beseda ni bila uporabljena v imenovanju oziroma v ne? Kaj pa zdaj? Ne? To pa je tisto, kar mene kot slovenistko, ker opažam pri novejših prevodih, ta strašen vpliv angleščine. Angleščina pač ne sklanja, s končnicami niti nima, ni spolni jezik na tak način, kot je slovenščina. Skratka, tam je beseda zmeraj ena pa ista. Nič se ne spreminja. V slovanskih jezikih pa sklanjamo se končnice spreminjajo. In to se nam v novejših prevodih recimo pozna, ker zmeraj manj sklanjamo. Jaz sem zdaj šla tega Monagana Časta, socialna in kulturna antropologija, tete osnovni učbenik gledati, in tam je poglavje Rudi Benedikt pa v Malinovskem. In piše otoki Trobriand. Trobriand Allen. Oni so seveda imeli lektorja, ki je vedel, kaj dela, nisem pa mogel to poglavljati, ko sem se jaz bila prisiljena tukaj poglavljati. Torej, originalno je Trobriand Islands. Jasno je, da imamo, če se je lektor odločil, da tega ne bo sklanjal Trobriand, da mora iti na desno stran, kot desni prilastek, se pravi otoki Trobriand. To je tip, ki ga imamo v slovenščini, hotel turist. Hotela turista, desni, oziroma hotela turist, ga ne sklanjamo, ko je desni. Imamo pa seveda, ker je bil lektor, je bil pozoren na to, ker se pa nam zmeraj najboljše dogaja, da ostane levo, Trobriand otok. To imamo v Ljubljani, nimate več Ljubljanskega poletnega festivala, ampak imate Ljubljana festival. V bistvu bi moral biti festival Ljubljana, slovensko, če že hočejo braniti Ljubljano. Maribor zaenkrat, če imamo festival Lent, nimamo še Lent festivala. In torej to je lektor vedel, je premaknil na desno. Jaz sem pa se odločila, da bom čisto slovenila, ker seveda imamo v slovenščini Kanarske otoke, pa imamo tam Salomonove otoke, torej smo naredili Trobriandske otoke. Ali skrajšano Trobriande. Potem ima tam v tem istem učbeniku pleme Dobu. Če to narediš, je Dobu nesklonil, pa si vse rešil, pa ti ni treba plemena Dobu, grem k plemenu Dobu, konc. Ampak je nekak trdo v slovenščini. In torej slovenščina pregiba, in smo naredili Dobujce. Jaz sem v Rudi Benedikt, sem bila še nerodna kot lektorca in smo imeli tam Dobuance. Tu se mi je pa zdaj, ker je to v angleščini, Dobuan, ampak slovenščina ne podaljšuje osnove z A. To je pa temu, ko se reče dobesedni prevod. Jaz tam tega nisem pogruntala, sem imela druge težave z prevajalko in je to ostalo. Nisem ponosna na to, ampak tu sem zdaj to popravila. Mi imamo Ljubljana, in imamo ljubljanski, ne ljubljananski. Ali imamo kultura in imamo kulturen. Medtem, ko ima angleščina culture, pa cultural. In v slabih prevodih, v slovenski kulturologiji, smo za teh slabih prevodov dobili multikulturalen. Ker tisti, ki je to prevajal, ni razmišljal, da v slovenščini ne podaljšujemo kulture z A, ampak bi moral biti multikulturen, oziroma še boljše, večkulturen. In to sem pa zdaj jaz pri Dobujcih tudi ugotovila, da se lahko to zanko ujamem, ker pač slišiš angleščino in misliš, ja, no, vse to, kar prenesem, pa je, In je torej pleme Dobu, ali ljudstvo Dobu, ljudstvo, pravilno, otok je Dobu, greš na Dobu in prideš z Dobuja,
In potem so dobujci in dobujke, in pridevnik je dobujski in jezik je dobujščina. In tako smo potem pač delali. Tu pri Malinovskem ni teh problemov z nekimi drugimi imeni ljudstev, ker se vsi imenujejo po otokih ali pa po vaseh. Se pravi, grejo ven iz nitko, kot so Apači ali pa Sošoni ali pa Aboridžini, ki jih seveda slovenimo v slovenščino. Tu so pa narejeni iz zemljepisnih imen, zato smo jih samo delno slovenili, se pravi, piše se amfletanci z ph pa 2t, ker so amfleti otoče ali amfletsko otoče. Jeziki se pa čisto slovenijo, tako kot rečemo angleščina, je to amfletanščina. Pa je gumasilščina, pa ne vem, kaj smo še imeli, teh jezikov je kar nekaj. In drugljanščina seveda. In ja, treba se je bilo spustiti v to in si upati. Skratka, takoj, ko je prišla beseda kula, je jasno, da je kula ženskega spola in jo sklanjamo kot samostalnih prve ženske sklanjatve kule. In smo naredili tudi, sicer smo naredili sansvojilni pridevnik kulin in pa glagol, ki tudi uporablja Malinovski v angleščini, je pač enak kulati. Najprej smo napisali nekajkrat upravljati kulo, ali ne, potem smo pa se kar sprostili, pa smo začeli uporabljati kulati. Tako da mislim, da je tekst nekako postal gibčen v slovenščini. Potem je pa, zdaj pa tako v slovenščini se potem moraš odločiti, kakšnega spola bo tista obča beseda iz tega jezika. Recimo, tu sem se označila jotile, kar pomeni povračilno darilo. V slovenščini imamo besede na e srednjega spola, tip sonce. Torej smo sklanjali po srednji sklanjatvi, jotila, sonca. Potem je, recimo, solava, darilo, to je prva ženska sklanjatva, tega je bilo največ, pokala in podobno. Potem je pa sagali, to je obredno razdeljevanje hrane in daril. Na i je pa moškega spola, podaljšuje tako kot pepijo. Sagalija podaljšuje osnovo z j. In tako naprej. Ponekod pa je bilo treba upoštevati biološki spol. Zdaj, recimo, to je bilo molokvavsi, to so ženske čarovnice, se bo profesor Moršič kaj povedal, ker je to zelo značilno. Zdaj pa v slovenščini nimamo ženskih samostalnikov na i. Mora pa biti ženski samostalnik, ne? In potem sem se jaz odločila, da gre to v tretjo žensko sklanjatvo, ki je nesklonljiva in vanjo sodijo predvsem tuja imena. Recimo, lahko bi bila Mimi na i, ali pa Nives, ali pa Carmen, in se ne sklanja in je zmeraj molokvavsi, se pravi, ima ničlo končnico. In to je bilo treba reševati, zato so bile bolj take cele razpredelnice, kaj početi s tem. Tukaj vprašam, zakaj odločitev o papuanski nam ne papuji. To pa je že v slovarju, Slovenci že imajo in je prosto dostopen na internetu slovar eksonimov. Eksonimi so podomačena zemljepisna imena v določenem jeziku. Recimo mi rečemo Varšava in pišemo z enojnim v, medtem ko Poljaki pišejo z dvojnim v, ali pa Pariz pa pišemo z Dunaj in tako naprej. Peking. Tako, Peking je eksonim, medtem ko pinjinski Beijing pa ni, ker ga predpisuje Kitajska akademija znanosti in umetnosti za globalno. In tam sta, z tega področja sem šla tja gledati, sta dva že sprijeta. Eno je Papuanska Nova Gvineja, se pravi, da je že sprijeto, čeprav se pod vplivom angleščine uporablja Papua, zdaj Nova Gvineja, in pa Salomanovi otoki. Ampak čist nič drugega. So bili pa ene stvari, so bile pa izzivalne, recimo tam so Marshall Bennettovi otoki, pisano z vezajem. Vezaj v slovenščini pomeni in, kar bi pomenilo Marshallovi in Bennettovi.
In jaz sem šla iskati, odkot je to ime, in potem sem na nekem nemškem viru našla, da je to eden od tistih prvih pomoščakov imenoval po svoji ladji, ki se imenovala Marshal Bennett, lahko bi bila tudi maršal kot naziv, kot čin, ampak tega ne moš, ne. Se bolj odločila, da ostane tako za nazarem, kot da sta dva priimka. Tako da, ja, hudi izzivi sem bili. Ja, tudi jaz nisem videl, da obstaja papuanska Nova Gvineja kot že sprejet izraz v slovenskem jeziku. Tudi jaz sem vedno govoril Papua Nova Gvineja. Drži. Se naučiš. Bom pa še za dva termina povedal. Jaz tudi pri odločitvi ohranjati izvirne termine ali jih posodabljati, nisem bil dosleden pri nekaterih podrobnostih. Recimo, ena od teh je, tale me je, moram reči, zelo navdušila. Pri prvem branju, pred 30 leti, niti opazil nisem. Malinovski namreč zelo natančno, ni zelo natančno opisal samo izdelovanja kanuja njegovih delov, kar je res izjemno in tudi velik izziv za jezikoslovce, ampak je opisal tudi, kako kanu deluje fizikalno in zelo natančno opiše način plovbe in izkoristka vetra in tako naprej. In tam je uporabil pa en zastarel izraz za navor, mislim, da nek moment ali nekaj podobnega. Pa so šel po slovarju gledati, kaj tale reč sploh je fizikalno, nekaj še nikoli nisem slišal za njo. Tam sem pa vseeno potem se odločil za navor, ne pa za tisti izraz, ki so mi takrat uporabljali. Ne vem, mislim, da nek moment, nekaj podobnega. Ker tega nihče ne bi razumel, zakaj gre. Pri takšnih besedah, kot je podklan, pa moram reči, da sem bil nekaj časa v dilemi. Malinovski namreč dosledno uporablja izraz podklan za nekaj, kar sicer v etnološki oziroma antropološki terminologiji uporabljamo izraz rod, kot lineage v angleščini. Besede lineage ni nikjer v izvirniku, ampak ta podklan pravzaprav pomeni lineage. In vodja tega podklana oziroma lineage je glavar. Glavar zaradi tega, ker oni niso, voditelji njihovih skupin niso starešine, kot v naši terminologiji, torej najstarejši pripadniki določenega rodu, ampak tisti, ki pač so najsposobnejši, ki imajo možnost postati, narediti se kot pomembneži. Čeprav tudi obstaja hierarhija med temi rodovi oziroma podklani. In skladno s tem seveda smo ohranili izraz pleme, ki ga, kolikor je le mogoče, seveda se mu v terminologiji izogibamo, ker seveda laični bralci nikoli ne razumejo, da je pleme zgolj sorodstvena kategorija oziroma kategorija zelo specifične družbene organizacije, ampak kar neko ljudstvo, bolj primitivno in tako naprej. Ampak tule v teh konkretnih opisih je popolnoma jasno, da govori o plebenu na zelo jasen, sorodstveno utemeljen način. Zadnji izraz, čisto na koncu dela, ki mi je pa vzel kar nekaj časa za premislek, je pa rasa. On uporabi izraz rasa za ljudstva, ki so specifična glede na njihove značilnosti, ki ne zadevajo zgolj fizično različnost, tako kot danes rasa razumemo, ampak kakršnokoli, tudi kulturno podobnost oziroma razliko. Tako kot najširši pojem, ta human race, človeška rasa, pomeni preprosto človeštvo, kot biološko kategorijo. In tam se je pa izkazalo, da prav zaradi tega, ker besede rod ne uporablja, in je nikjer nismo uporabili v prevodu, smo lahko uporabili arhaično slovensko besedo, ki ustreza tisti rabi rase, kot jo je uporabljal v tistem času Malinovski, v določenem kontekstu, ki pomeni rod, rodovi, torej tista ljudstva, ki živijo tam in jih
prepoznavamo kot drugačna, ne? Torej rodovi v smislu generacije. Beseda rasa je namreč pomenila v tistem času nekaj precej drugačnega tega, kar pomeni danes, še posebej v britanski angleščini, za razliko od ameriške angleščine, ki je raso danes pravzaprav kategorizirala skozi njihovo, kako naj rečem temu, izražanje pripadnosti v njihovim birokratskem aparatu, tam pač poznajo tistih 5 kategorij, v katere se mora vsak posameznik uvrstiti, ne glede na to, kdo si in kaj si, odkot prihajaš. Skratka, ene odločitve so bile tudi takšne, da ne morejo biti dosledne v svojem bistvu. In še na eno besedo sem se zdaj spomnil, ki pa je pokazala, kako je pa slovenščina bistveno bolj fleksibilna od angleščine. To je bila beseda authority, ki jo lahko prevajamo kot oblast, kot veljavo, ali pa tudi kot še tretja varianta, zdaj pa ne spomnim tretje. Ampak v prevodu smo večinoma ali uporabljali izraz oblast, ali pa veljava. Zdaj, razlika med obema je na prvi pogled majhna, ampak v prevodu je pa ključna. Veljavo ima nekdo zaradi ugleda in zaradi pridobljene moči in ravnanja, ki ga označuje, medtem ko je pa oblast nekaj, kar ti nekdo drug podeli. In v tem konkretnem pomenu oziroma v teh konkretnih primerih uporabe besede authority je Malinovski na zelo subtilen način, to, kar je Emica prej opozorila, pokazal tudi vpliv kolonizatorjev oziroma kolonialne oblasti na delovanje lokalnih skupnosti, ne samo na Trobriandih, ampak tudi v tem širšem okrožju oziroma na celem območju. Tam, kjer se ta oblast neposredno delegira, in angleški kolonialni sistem je bil takšen, da so poskušali manipulirati z lokalnimi oblastniki, ki so jim prepuščali določeno avtonomijo. Govorimo o oblasti. Ko pa govorimo o moči, moči, še tretja beseda, ki jo lahko uporabljamo za to authority, ko govorimo pa o moči, ki jo ima en tak veljak, torej glavar ali pa poglavar, je pa ta moč tista, ki jo pridobi skozi kulo, kar opisuje Malinovski skozi celo knjigo, skozi obdarovanje in skozi kroženje in računajoč na to, da bo nekoč pravzaprav dobil vreden predmet, ki ga bo še bolj povzdignil. Tam pa govorimo o veljavi, tam pa nima več oblasti neposredno, ampak ima nekaj več, kar dejansko se s svojim delom dosežeš. Tako da mi smo v prevodu lahko to besedo niansirali, torej spravili v dober kontekst, medtem ko je v izvirniku v angleščini ista beseda za več različnih dejanj, ki jih iz konteksta lahko prepoznavaš in razumeš. Tule se pa meni zdi vrednost, oziroma pomen enega takšnega dela, v katerem ena majčkena podrobnost pravzaprav narekuje premislek konteksta in razumevanje tega konteksta v celote. Tu pa je bil zame kar precejšnji, zato pa moram reči. Prav pri besedi authority sem se pa nekajkrat ustavil, obranil in šel nazaj pogledati odkot jo je potegnil, da sem potem rekel, tukaj gre za veljavo, tukaj gre pa za oblast. Nisem prepričan, da sem vedno zadev, ampak vsaj poskus pa je. Recimo, to sem še jaz že prej dodal. Smo pa ugotovili, da ni bil čisto dosledni pri uporabi besede sociologika. To pa je zelo zabavno pri njem, No, se je tudi tisto kategorijo, kakšnega že tega ekonomskega človeka. Primitivni gospodarski človek, oziroma primitive economic man. Primitive economic man. V bistvu tega izraza nikjer drugje ne najdemo v ekonomski teoriji, čeprav ga jo vleče iz klasiko ekonomske misli. Omenjajo pa na 2 oziroma 3 mestih celo, kjer pač pokaže, saj to, kar si mi zamišljamo kot primitivno, v bistvu sploh ni primitivno.
tega ne uporabi na ta način. Pri sociološkem pa dosledno, to pa moram reči, da me je zelo presenetilo, ker sem bil prepričan, da se je že takrat spremenila raba, je uporabljeno na mesto sociological. To pa moram reči, da je bilo kar precej zahtevno in na koncu smo kar pustili sociološki v večini primerov. Samo tam, ker je bilo očitno, da bi bilo današnjemu bralcu nesmiselno, smo dali potem ali družboslovno ali pa družbeno. To je bilo nujno, tam, ker je bilo res nujno narediti. Sicer je pa dosledno sociological pisal za social. Prav neverjetno. Še vam bi malo predali besedo, oziroma če imate kakšno vprašanje, kakšno zamisel, ker imamo občutek, da smo prišli do tiste točke, ko smo že skoraj da vse povedali, pa nismo že čisto vse, ker vsaj še nekaj špadamo. Ja, jaz samo eno vprašanje sicer. Definitivno je to en tak mejnik v antropologiji v Sloveniji, pa me zanima, kakšni so načrti za samo predstavitev tega prevoda. Ali bo recimo čez kakšno leto, dve ostal samo še en prevod neke strokovne literature, ki je ena izmed temeljnih na našem oddelku, ali se obeta še kaj več. Se mogoče pri tem prevodu obeta tudi mogoče osvetlitev antropologije nasploh v Sloveniji. Ne vem, se pričakuje še kakšno dodatno predstavitev na tem knjižnem sejmu, slovenskem knjižnem sejmu, ki je ponovadi konec novembra, čeprav vem, nekaj, če si prav zapomnil datum. Mogoče tako dodatni pogovor ali pa kakšen okrogla miza, ali bo samo pač izpostavljeno na polički, imamo nov prevod, recimo. Še to ne bo. Ker se založba ne hodi na slovenski knjižni sejem, ker je to... Jaz sem ugotovila, ker imamo predvsem humanistika in družboslovje, da študenti v glavnem tja ne hodijo, da tam spustijo horde osnovnošolcev skozi in ene slovenske založbe, drugi tam dokazujejo, da so še žive. Tako da jaz s tem na sejmu ne vidim kaj dosti smisla. To je pa naša tretja predstavitev. Imeli smo že pred 10 dnevi tako splošnejšo za medije in za vse zainteresirane v Trubarjevi hiši. Imeli smo en dan kasneje v Mariboru. In to je tretja in ne vem, kaj naj bi še naredili v zvezi s tem. Na spletni strani in na družbenih omrežjih je. Zdaj je seveda odvisno od tega, ali bodo bralci in kupci prijeli za knjigo in jo brali. Kaj več... Ja, bomo še kaj naredili. Zdaj, prav gotovo bomo še kdaj govorili o samem Malinovskem in o kasnejših zadevah, ne vem, pa v okviru Kulja ali v okviru kakšnega drugega foruma, ampak še kasneje. Jaz upam, da se bomo dogovorili tudi o enem posebnem bloku, vsaj idejo smo že kar nekajkrat izrekli v reviji Dialogi, ki prinaša občasno tudi refleksije takšnih reči, tako da bi bilo nekje vmes med znanstveno in strokovno, tako rekoč, razpravo o tem, ampak to bi bilo še v naslednjem letu, koliko jaz poznam trenutno situacijo. Zdaj, tisto, kar pa se meni zdi najpomembnejše, in hvala za tole vprašanje, ker se mi zdi ključno, je pa, to se nam je tudi danes zgodilo, čeprav sem upal, da bo uspelo privabiti še kaj študentov v tole občinstvo. Nekateri veste, da sem vas izrecno prosil, da naredite malo reklame med študenti, no se 2 vidim vseeno, oziroma celo 3, če še malo razširim ta pogled. Kako pritegniti tiste, ki jim je pravzaprav to delo namenjeno, torej študente od 1. letnika naprej, ne samo na našem oddelku, tudi na Fakulteti za družbene vede, na Primorski univerzi, Univerzi v Mariboru in tudi drugod. To bomo pa morali znajti kakšno formulo, ki bo verjetno bolj učinkovita in jaz ne vidim nobene druge možnosti razen uvrstitve
te knjige obvezno literatura, to je žal posledica bolonjske reforme očetno. Tako da ja, o teh zadevah jaz mislim, da moramo čim več govoriti in narediti tudi kakšno drugo primerjavo. Recimo lansko leto, 2017, lansko leto smo imeli v predseminarju oziroma seminar pred začetkom poletne šole oziroma intenzivnega programa, ki smo ga sicer izvedli v Piranu, ampak smo izvedli en dan tukaj, smo imeli za gosta Davida Hobbesa. Vse David, ne? Nisem čisto pripričan, da je imela. In David Hobbes je bil en redkih antropologov, ki je skoraj stoletja, ampak recimo več kot pol stoletja kasneje izvajal terensko raziskavo prav na tem območju, Trobriandov, oziroma širšega otočja. Bil je pa pozoren predvsem na hrano in s hrano povezane prakse, tako da je skozi te telesne izkušnje in pa doživljanje okusa Trobrijancev pravzaprav pokazal en del zgodbe, ki je pa Malinovski ne pokaže dovolj jasno. Namreč domačini imajo do hrane izredno kompleksen odnos, prav neverjetno kompleksen odnos. Tule sicer se dotika tega, v eno smer krožijo te dragocenosti, v drugo smer krožijo pa vsakdanje dobrine, ki jih potrebuješ, tudi hrana. In nekateri deli teh otočij so bili specializirani za proizvajanje določenih oblik hrane, drugi za druge. In ta menjava ni zadevala samo dragocenosti, ampak kuna je omogočila tudi izmenjavo tudi teh dobrin. Si moral hrano prinesti sa sabo, svojo, in jo tudi prinesti nazaj od drugih. Tako da je hrane pa šla pravzaprav v obeh smerih tudi. Ampak tista ta glavna izmenjava šla pa v nasprotni smeri praviloma. No in ta odnos do hrane se je pokazal, sicer ne vem, koliko je Hobbes lansko leto prav o tej specifiki govoril, mislim, da se je dotaknil v nekaj besedah, je izjemno zanimivo dopolnitev. Tako da, recimo, par takšnih stvari bi se splačalo dodati zraven. Če bo kakšna priložnost, zagotovo še kaj narediti. Ja, mene veseli. Mi pač gremo tudi nasproti študentom pa z nižjo ceno, to naredimo in da je knjiga res dostopna. Vse, bolje pa odvisno od odziva. In bi dodamo glede tega vprašanja, da je v bistvu prevod je delno dolge proge. Zdaj prevod je. In to pomeni, da bo prevod zdaj naprej, seveda, tukaj smo mogoče vsi brali, ampak nove generacije bodo posegale po prevodu. Na nek način vzpostavlja in standard samega prevajanja jezika. Zato sem tudi vprašal glede teh izrazov, in se mi zdi recimo Malinovskega brati brez izrazov divjaka, pa pleme ne bi bil Malinovski. Skratka, na ta način mislim, da se bo ta prevod zasidral. Počasi, ampak bo ostal tukaj, kajti v končni fazi delo bo še dolgo časa, eno temeljnih del antropologiji. Ko se mi zavlada pomoč, izumel kakšnega drugega začetnika. Ja, zadnja imate osnovne uredniška prosnila, kolektorska, tako da lahko vsak na kratko zve, kako smo se odločali. Brez tega najbolj bilo veliko vprašanj tudi, Drugo, da smo tu vse pojasnili. Ja, jaz bi še nekaj dodal vseeno tudi zdaj proti koncu, upajoč, da bo morda še kdo kako posebno naš pogovor. To je to, da pri takšnih stvarih človek ne čuti samo odgovornosti do jezika, pa do okolja, v katerem deluje, ampak tudi do razvoja same vede oziroma discipline, v kateri deluje. In tukaj moram reči, da prevajanje v prav tem specifičnem segmentu, bom zdaj rekel, antropološke, etnološke literature,
je bila do nedavnega oziroma do zdaj domena ne antropologov, predvsem sociologov, ki so v glavnem vodili to vrstno dejavnost, kar je imelo svoje pozitivne plati, ampak tudi svoje negativne. Mi potrebujemo tudi prevode sodobnih del, sodobnejših del iz našega področja, za katere presodimo v tistem času, v katerem nastanejo, da lahko postanejo klasike. Tega ne moramo nikoli vedeti naprej. Ne? Ampak med deli, ki izhajajo sproti, je vsaj nekaj del, za katere mi, ki pač moramo skrbeti za prevajanje, zdaj govorim o prevajanju v tem širšem pomenu besede, tega splošnega znanja v naš kulturni prostor, enostavno več, kako ne rečem temu, več podpore, več angažmaja. Ne? In zdaj se pa probajte spomniti, katero delo, etnografsko delo, ali pa lahko tudi polemično teoretsko delo, ampak etnografsko delo nekega antropološkega avtorja, ki je nastala v zadnjih 10 letih, imamo v slovenskem prevodu. Pa gremo v zadnjih 20 letih, pa gremo v zadnjih 30 letih, pa gremo v zadnjih 40 letih, pa gremo v zadnjih 50 letih. Potem ugotovimo, kje smo. Govorimo o etnografijah, torej o delih, ki so nastala na podlagi tega etnografskega dela. Pred 10 leti, zdaj moram reči, da sem se zgrozil, ko sem gotovil, da je to šlo 10 let že od tega. Ne? Pred 10 leti, ko nas je zadela ta globoka finančna kriza, oziroma kriza ekonomskega sistema, se je po 3 mesecih, torej če se je začelo v Združenih državah Amerike oktobra 2007, pa je nas zadelo še v letu 2008, oziroma Slovenijo marca 2009, oziroma februarja 2009, so se vprašali, kdo je dal odgovor na to, kar se nam je zgodilo. In so ugotovili, to niso bili ne ekonomisti, ne sociologi. Edine knjige, ki so jih leta 2008-2009 lahko dali kot zgled literature, iz katerih lahko razumemo, kaj se nam je v resnici zgodilo, so bile etnografije, ki so jih delali antropologi. V tistem času je šla prav malo starejša etnografija, sicer ki sploh ni zadevala kriza, Karen Hope, o finančnikih, oziroma življenju finančnikov v investicijskih bankah na Wall Streetu. In edina knjiga, ki je od znotraj lahko pokazala situacijo, ki je pripeljala do zloma takratnega gospodarskega sistema. Če bi mi tisto knjigo leta 2011 prevedli, ali pa 2010, bi se morda, nisem pa prepričan, ampak morda bi se pa lahko izognili kakšne milijarde, ki smo jo zagonili za reševanje naših bank. Mislim, da ne, spravi morda ne. Bi bilo pa drugače. Evo, to sem hotel še danes povedati. Bom probala biti čim bolj kratka, ko se mi zdi, da smo že malo zmatrani vzdušje. Spomnila sem se ob tej dilemi, kako prevajati v bistvu antropološke kategorije na literaturo, ki je veliko manj striktna, ampak če pomislite, prevajati Robinsona Crusoa brez tega termina bi bilo smešno, ali pa, kaj pa vem, knjigo v džungli, spremeniti ideologijo, skratka, to se mi zdi tako zelo logična rešitev, da bolj ne mogla biti, s tem, da ta gibkost jezika, pri izrazih, ki pa niso antropološke kategorije, se mi zdi pa čisto umestna, naprimer kanun in, kako si rekel, naboj, neki drugi. Naboj, ja. Naboj, ja.
To je ena stvar potem v zvezi z jezikom, no? Pač, kaj je tudi moja afiniteta, se spomnila še oziroma sem dobila asociacijo pomenske premene, če greš od veljave na veljake, ne? Kako prideš čist do drugega implicitnega pomena, ne? Uzurpacije oblasti, ne? To se mi zdi zanimivo, glede tako kot nek lingvistični preblisk. Drugače pa ne vem, kaj naj še rečem. Predlog, zelo konkreten, glede na to, da zadnje čase živim na obali, predlagam mladinsko knjigo in razširitev teme, kot si jo navedel. Mladinska knjiga ima blazen opis v Kopru, dom knjige, ne? Mislim, da boste poželi veliko več pozornosti, če boste šli tja. Hvala za namik. Se imajo tudi dneve humanistike na univerzi, ne? Tudi to je dobra ideja. Mi smo bili lani sicer pri slovenistih z tematsko številko dialogov slovenščine danes, ker smo tudi obravnavali slovenščino na univerzi in pa niso prišli samo slovenisti, so prišli tudi z medijev in drugi, tudi sociologi in smo imeli nabito polno, da sem bila presenečena nad Koprom, da celo iz Trsta so prišli Slovenci. Evo, pa bi jaz vseeno na koncu sem zdaj ugotovil, da smo Nežko malo zanemarili. Bi te pa vprašal, da bi se še lotila česa takšnega, kot je bilo tole prevajanje? Ja, mislim, to se ne bi. Sva načeloma dogovorjeni, samo subvencije treba dobiti. Tega se pa, mislim, na tržni osnovi tega Slovenije ne moreš delati. Čeprav zadnjič na novinarski konferenciji v Trubarjevi hiši literature je bil potem ta gospod, ne vem, iz katere založbe, ki je bil kar glasen glede tega, da so poslali predlog, ne vem, v katerem oddelku, pa da ni bilo nič iz tega, ampak ne vem, no. Da tudi založniki iščejo interes po novih prevodih, ampak ne pride do njih ta interes. No, mi tega problema nimamo. Ideje je kar dosti. Dobro. Bi še kakšno? Se mi je mene eno vprašanje porodilo. Vtis sem dol, da je cel proces tega prevajanja tega besedila, da je bil zelo tako hermetičen partizanski, tako da se zelo zanaša na vlastno iskanje rešitev. In me samo zanima, koliko je bilo pa takih primerov, ko ste standarde iskali v drugih prevodih antropološke tematike. To je pa zelo dobro vprašanje. Jaz osebno nič nisem iskal, ker v bistvu sem se zanašal predvsem na slovarje. Ne vem pa, kako na vaši strani. V bistvu razen tistega pregleda že prevoda, ki je bil v srbo-hrvaščini, ampak to je pač v bistvu isto delo, ne? Da bi prav šla iskat druge rešitve, tega nisem delala, ne? Sicer je res, da imam nekaj antropološkega znanja, ki pač je verjetno prispevalo k lažjemu prevajanju, ampak nisem iskala teh ustreznih rešitev. Oziroma, sem vmes med prebiranjem druge literature za druga področja sem naletela na nekaj stvari, na nekaj izrazov, pojmov, ki smo jih mi v bistvu tudi uporabljali, ampak so se mi zdele celo, mislim, da ne morem točnega navesti, ker se ne spomnim, ampak so se mi zdele te rešitve, ki smo jih mi uporabljali, bolj premišljene v tistih kontekstih. Mislim, da je bilo to v enem mogoče, brez veze ne rečem, ker se res ne spomnim, ampak šlo je mogoče za izraz nekega predmeta, česar koli. Je pa to zanimivo, smo dobili nekaj standardov za prevode določenih terminov iz solodstvene terminologije, ki so zelo vprašljivi. To drži. Vsaka knjiga je svoj standard uveljavlja.
Ja, jaz sem šla gledati, ker imam pač od prejšnjih knjig ohranjene glosarje, ne, sem pač šla gledati nekatere temeljne stvari, kako smo tam reševali, se na to navezala, nekatere smo pa tudi izboljšali, kot sem omenila, tako da. Na pri tej knjigi ne, ampak pri kakšnih prejšnjih smo se tudi s kom drugim posvetovali, ki je že nekaj prevajal. Predvsem se pomislil na študija Humanitatis, recimo, ne, ali pa na CF. No, smo se, ampak pri prejšnjih prevodih smo tudi vprašali za nekatere konkretne rešitve, ampak moram reči, da nam kaj bistvenega niso mogli pomagati. Jaz vam pa samo dodal še, da očitno nisem čutil potrebe potem, da bi šel še tja preverjati, ja. Vsaj v tem konkretnem prevodu. Ve pa, da pri sorodstveni terminologiji pa še zdaleč nimamo razrešenih rešitev. Tako da recimo beseda descent, tukaj je poreklo prevod. V nekaterih zadevah smo sledili, recimo že prej pri Eriksenu se mi zdi native, ne. Mislim, da je Rastko Močnik povedal domačin prevod. Da smo se potem tega držali, recimo, ne. To je že neko predznanje, ki se meni zdelo samo po sebi umevno, ne. Ker nekateri bi želeli imeti tudi nativca, ne. Domorodec je pa zastarel, ne. Tako da, ja, take zadeve smo seveda upoštevali, kar je že ustaljeno, ne. Ali pa tega tu ni bilo, vem, da imam, to so te besede kot je agents. No, tukaj bomo pa imeli v prihodnosti težave, pri agency pa agents. Tukaj pa imamo kar resne zadržke. To imam tudi že kupenih zapiskov. In kako ste prevedli agency? Ne, tukaj je ni. Kaj ni. Ker je še niso uporabljali v tistih časih. Še ni bila potna beseda. Ja, po mojem je bila sam z drugim pomenom, kot se uporablja. Ne, agent je, ampak je čisto v drugem kontekstu, ne v tem agency. To smo kot nosilec prevedli, čisto ustrezno. Ampak to je tisti pred agency, nosilec. Predarčevejo. V redu, najlepša hvala potem za vašo pozornost. Hvala gostjama in pa Jaki. Pa upam, da se še kaj vidimo v okviru Kule v prihajajočem času. Ko boste prebrali, pa boste šel napako našli. Mi smo že imeli v Kuli, Skulej si knjigo, tega smo lahko pa dokončno potem uveljavili Kulo tudi kot glavar.